Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. Tokrat bomo v Ljudskem vrtu obiskali poškodovanega reprezentanta Gregorja Sikoška, ki se bo spominjal nesrečnega leta, ki se kmalu poslavlja. Spomnim, ko sem ležal na tleh, sem govoril sam ne, zato ker sem vedel, da če je slučajno križna, da bo trajalo zelo dolgo. Z izzivom Pod prečko se bo v Domžalah pomeril 17-letnik, ki je med slovensko elito odigral že več kot 30 tekem. V rubriki Pogovor z legendo pa nas bo v svojem športnem centru gostil morda celo najboljši libero v zgodovini Slovenije. V magazinu Pod prečko večinoma govorimo o pozitivnih stvareh, predvsem o zmagah, golih in asistencah ter izjemnih dosežkih. Šport pa je na žalost velikokrat prepleten tudi z žalostnimi zgodbami in črnimi poglavji v karierah posameznikov. Eden izmed največjih osmoljencev leta 2023 v Prvi ligi Telemach je zagotovo Gregor Sikošek. Slednji je bil na začetku leta 2023 aktualen prvak, reprezentant in igralec, ki je že v zanimanje tujih klubov. Nato pa je vse skupaj presekala huda poškodba in kasnejši zaplet, zaradi česar je Sikošek še vedno odsoten z igrišč. Kako se sicer spominja črne nedelje in štajerskega derbija, ki ga je zaradi poškodbe končal že v 32 minuti. Točno se spomnim trenutka, ko sem začutil, da nekaj ni okej. In se spomnim, ko sem ležal na tleh, sem govoril sam ne, zato ker sem vedel, da če je slučajno križna, da bo trajalo zelo dolgo. Zdaj pa, če tako gledam, če bi bila sam križna, bi zdaj že se vrnil, niti ne bi bilo tako hudo. Zdaj pa, tako ko je potek dogodkov bil tak, ko je bil, zdaj ko se vse to vleče, pa še to hujno. Gre za poškodbo sprednje križne vezi in notranjega meniskusa. Potrebna bo operacija, ki bo zahtevala daljše mirovanje. So takrat med drugim sporočili iz Maribora, Sikoškova kalvarija pa se je šele pričela. Lahko bi celo rekli, da je v njegovem primeru šlo za boj za preživetje. Ja, prvo je bilo vse okej. Sem se kar hitro sprijaznil, da bom mogel počivati recimo 6, 7, 8 mesecev. Ampak sem se v glavi pripravil, da bom oddelal tako moram in da bo to. Potem pa, ko sem bil že doma po operaciji, mislim, da je 8. 9. dan, sem začutil, da nekaj ni okej. Imel sem vročino, nič nisem mogel pojesti, noga me je bolela bolj kot prej recimo in sem šel nazaj na pregled k doktorju in ko je odvzel vzorec, je videl, da je prišlo do infekcije. Sledili so težki dnevi. Gregor je v bolnišnici ostal skoraj mesec in pol ter preživel zares težko obdobje, ki ga je močno zaznamovalo. Če najprej za telo povem, da sem izgubil takrat recimo okoli 10 kg, čisto sem bil dejansko shiran, zato ker nič nisem mogel jesti. Imel sem konstantno vročino, recimo več kot en mesec sem imel vročino in dejansko nobene volje, tudi da bi se vstal iz posle tam. Za glavo pa tudi izjemno težko, ko si tam v bolnici, ko ležiš, študiraš milijon stvari, vsak dan čakaš tiste rezultate krvi, kdaj bo boljš. Po vseh slabih novicah in črnih dnevih je bila na koncu edina rešitev odstranitev vezi in nova operacija. Po njej na srečo ni bilo zapletov, tako da je lahko Sikošek začel razmišljati tudi o bolj pozitivnih stvareh. Kdo mu je bil v teh težkih trenutkih v največjo oporo? Sigurno največ družina tle odigra največjo vlogo. Sem res vesel, da imam te ljudi ob sebi, da mi stojijo ob strani, ker v takih trenutkih res vidiš, kdo ti koliko pomeni in res moram tle res dati kapo dol, da so mi res zelo stali ob strani in da mi bili podporo. No, ob že tako izjemni podpori pa ima Gregor srečo, da je lahko, ko so bile misli najbolj črne, doma prejel tudi prav posebno pomoč. Pomoč, o kateri se v javnosti govori premalo. Jaz bi rekel tle, da imam srečo, da je moja zaročenka psihologinja, tako da me ona tudi po moje tako po vinkih malo doma naredi kakšno terapijo.
Ampak kar se tiče pa tega, da mediji mogoče posvečajo mogoče res premalo pozornosti temu, no, zato ker smo zdaj vidimo v Angliji recimo, se je začelo malo bolj o tem govoriti in jaz mislim, da so dosegli nek napredek, če pogledamo recimo primer Harryja Maguirea, ki je pač bil v neki krizi in je bil pod enormnimi pritiski medijev in gledalcev in navijačev in vsega. In jaz mislim, da so mu malo stopili ob strani in zdaj smo videli, da je postal igralec meseca. Leta 2022 je odigral kar 10 tekem za slovensko reprezentanco in postal standarden član zasedbe Matjaža Keka, ki se je nedavno uvrstila na Euro 2024 v Nemčiji. Kako je spremljal uspehe svojih kolegov, še naprej razmišlja o evropskem prvenstvu? Pač v prvi vrsti sem res ful vesel, da nam je to ratalo. Po dolgih letih, da smo se uvrstili na neko večje tekmovanje. Če pogledam iz osebnega vidika, je bilo pa tudi dosti mešanih občutkov, zato ker pač, ko smo rekli, da bi mogoče verjetno bil zraven. In ko sem bil zdaj na tekmi Kazahstan-Slovenija med gledalci, pač res vrtinec vseh občutkov, no. Ampak pač v prvi vrsti sem pa res zelo vesel, no, zato ker mogoče, če bom zdrav, da mi uspe kakšno tekmo pred koncem prvenstva odigrati, da bomo videli novo situacijo, ampak teoretično bi lahko tudi bil zraven. No. Sikošek vsak dan trdo dela, da bi se čim prej vrnil na igrišča. Vsi v klubu so mu veliko oporo, glavna pa je njegova motivacija, ki je bila takoj ob povratku na treninge na najvišji možni ravni. Kakšna je trenutna časovnica povratka na zelenice? Pač cilj je, da se vrnem 9 mesecev po operaciji, to je nekje maja. Bomo pa sproti videli, kako bo potekala rehabilitacija. Sigurno ne bom nekaj raskiral, ker pač nima smisla, da se nekaj prehitro vrnem in se potem spet ponovi. Sigurno pa je želja, da se vrnem čim prej na igrišče. Tako da pač delam v tej smeri, to imam v glavi in to imam kot neko motivacijo. V času njegove odsotnosti se je v Mariboru zgodilo veliko. Vijoličasti so v prejšnji sezoni ostali brez osvojene lovorike, po rezultatski krizi v prvem delu sezone pa v Ljudskem vrtu pozdravili povratnika. Mesto trenerja je znova zavzel Ante Šimundža. Kako na vse to gleda Sikošek? Tudi opravili smo en mini pogovor, no. Pač povedal sem mu, da še ne bom kmalu na voljo. Ampak ja, no, sem vesel, da je prišel, no, ker se mi zdi, da pač z njem, da bomo to krivuljo lahko obrnili navzgor. No. Gregor, želimo ti, da rehabilitacija do konca poteka brez zapletov in da se hitro znova vidimo na zelenicah prve lige Terema. Do takrat pa srečno! Zdravo, Luka. Zdravo. Vremena pa nisi ravno naročil, ne? Ne, dosti mrzlo. Kako je bil trening? Super. Regeneracija? Ja, regeneracijo. Smo se spočili. V zmagi je vedno vredno. Ja, super vzdušje. Tako da ja. Luka, en poseben izziv smo pripravili zate. Najverjetneje si že videl, ne? Ta letošnji izziv pod prečko. Vse pregledal, ja. Si se kaj pripravil? Ne, iskreno še nisem to delal, ampak bomo videli, kako bo. Ja, Koprivec je kar nekako dal izziv, ne? Kar blizu parkiral žogo tudi Trontelj. Kaj je nekako tvoja želja? Ja, probal jih bom premagati, bomo pa videli, kaj bo na koncu. Evo, super. Mislim, da najbolje, da greva kar proti robu kazenskega prostora. Evo, Luka, si pogledal, kje je sredina? Ja, sem. Potem pa srečno. Ja,
Malo predalec se je zakotalila. Ja, ta bo že bolje. Hoho. Vem, da dobro poznaš teren, veš, kje ima. Zdaj samo previdno, da si ne boš kaj zbil. Wow. Jaz sem mislil, da je bil Koprivec vrhunski. 7 centimetrov. Pet. Vsaka čast. Hvala. Čakaj, bom nekaj naredil, ne. Luka, kapo dol. Vrhunsko. Misliš, da bo to dovolj za zmago? Ja, zaenkrat izgleda dobro. Bomo pa videli, če bo še kdo. Ti pa ne verjamem, da nisi danes na regeneraciji vsaj enkrat to preizkusil. Nisem. Super, vso srečo, hvala in se vidimo. Hvala. Luka Topalović je z izjemno natančnostjo zaenkrat pometel s konkurenco. Menite, da ga lahko kdo prehiti ali je zmaga za to sezono že oddana? V nadaljevanju. Spomine bomo obujali z Marinkom Galičem, ki nas je povabil v svoj športni center. Igrati, tako da, ampak se enkrat pravim, dejansko moj vzornik je vedno bil eden in edini samo Samir Zulić. Odigral je 238 tekem v prvi slovenski nogometni ligi, 66 tekem za reprezentanco, bil je eden izmed pomembnejših članov Katančeve zlate generacije in najverjetneje najboljši prosti branilec v zgodovini Slovenije. Ste že uganili, o kom govorimo? Naš gost v rubriki Pogovor z legendo je Marinko Galič. Galič se je v nogomet zaljubil v domačem Kopru, ki ga še danes obožuje, do obiska prvega treninga pa je prišlo po neverjetnem naključju. Ko sem bil star, mislim, tam nekih 7 let, moj takratni najboljši prijatelj je imel na Bonifiki tekmovanje v atletiki in sem ga šel spremljati in takoj po atletiki so imeli igralci, otroci nogometnega kluba Koper trening in dvakrat žoga zletela z igrišča, tam nekje do mene, sem jo brcnil nazaj in je takratni pokojni trener prišel do mene in vprašal, če treniram kaj, pa če bi prišel trenirati nogomet. Pa je bilo seveda, takrat v tistem času vse odvisno od staršev, bil sem zelo skeptičen, nisem si upal trditi, da bodo starši dovolili, da grem, ampak pol na koncu trener celo z mano šel do doma, do staršev in vprašal, da je videl, da imam neki udare, da znam žogo brtniti in da vsaki otok jim prav pride. V njegovi mladosti je bilo praktično nemogoče kupiti nogometno žogo, zato so jih mladi navdušenci izdelovali sami. Razbili so marsikatero okno, ulica pa je vsem dala ogromno. Marinko se najraje spominja nedeljskih lokalnih tekmovanj. Ampak predvsem smo imeli eno tekmovanje, jaz sem živel še zdaj, moja mama živi doli na Vojkovem nabrežju, to je en del
Kopra pri Luki, kjer včasih ni bilo teh blokovskih naselij in je bilo eno tako, bi rekel, skoraj kot polje, travnik velik, ki smo si gole naredili in tu smo imeli za vikende, ko nismo imeli tekem v klubu, smo imeli tam večinoma ob nedeljah, smo imeli neko tekmovanje med ulicami. In eno izmed ulic je bilo tudi ulica, kjer je bil Mladen Rudonja in tako sem pol tudi njega uspel prepričati naslednje leto, da se je priključil nam na treninge, da nisem bil sam iz tega dela mesta. Tako da je potem tudi Mladen dejansko tudi zaradi mene začel trenirati nogomet. Ko je odraščal, je z zanimanjem spremljal Jugoslovansko ligo, ki je bila takrat med najmočnejšimi v Evropi. Poseben status so zanj imeli tudi članski igralci Kopra, navduševal pa ga je predvsem argentinski nogometni bog in takratni zvezdnik Napolija. To pa je bil sicer njegov pravi nogometni idol. Jaz sem ga imel v Kopru, v Samirju Zuliću, s katerim sem kasneje tudi igral. Je nesporna legenda kluba, zame meni osebno najboljši igralec v zgodovini Kopra. Seveda Maradona je bil, mislim, da takrat pojem nogometa za vse in vsi smo ga oboževali, vsi smo hoteli vsaj približek k njemu igrati. Tako da, ampak se enkrat pravim, dejansko moj vzornik je vedno bil eden in edini samo Samir Zulić. V mlajših selekcijah je hitro začutil, da lahko igra tudi s starejšimi igralci. Selekcije je preskakoval v klubu, tudi v reprezentanci, kako pa se spomni preboja v člansko ekipo Kopra. Pri prvem moštvu sem začel, v bistvu sem bil priključen že, dajmo reči, prvi že pri svojih 15 letih in pol, ko so me peljali člani na priprave. Neposredno sem pa bil, mislim, da pri svojih 17 letih, ko so bile ali 18, ko so bile kvalifikacije za vstop v prvo B enotno Jugoslovansko ligo, ko je bil še trener, mislim, da Milan Miklavič, ki je bil potem trener tudi v nogometni reprezentanci z Matjažem Kekom. Že v tistem času sem bil sicer večinoma na klopi, ampak sem bil priključen članskemu moštvu. Po razpadu Jugoslavije je takoj zaigral v slovenski ligi. Kako se spominja tistih časov in pisanja nogometnih pravljic? Kar enkrat smo imeli svojo državo, svojo ligo. Prvo leto je nastopalo, mislim, da 21 klubov, potem so to zmanjšali. Kar enkrat se je ponudila priložnost za igranje v evropskih tekmovanjih. V tistem času mislim, da so to bili Maribor, Izola in Olimpija, seveda, ki je bila takrat še prvak Slovenije. Tako da jaz sem potem, ne vem, 94. prišel v Maribor, pa potem kasneje, bi rekel, smo uspeli doseči nekaj, kar je bilo v tistem času nepojemljivo, bi rekel, nerealno, da smo se vrstili celo v Ligo prvakov in potem še z reprezentanco na Evropskem svetovnem prvenstvu. Na Koper je bil zelo navezan, prvič ga je zapustil leta 1994. Izredno zanimiva je zgodba o prestopu v Maribor, kjer je doživel največje uspehe v klubski karieri. Ob tem dodajmo, da ga je večkrat neuspešno lovila ljubljanska Olimpija. Če začnem pri tistem prvem prehodu v NK Maribor, to pomeni leta januarja 1994. Se pravi, meni že predtem ni bilo iz Kopra nikamor zaiti, enostavno sem bil navezan na svoje mesto, na svoje prijatelje, na svoje starše, na svoj klub, da sem v Koper vedno rad. Tisto svoje Bonifika bila meni vedno drugi dom, če ne celo prvi dom. Ampak enostavno v tistem času so se v klubu Kopru dogajale pa čudne zadeve, ni bilo denarja, menjavali so se neke predsedniki, vodstvo, skratka nič ni štimalo. Jaz sem takrat dobil že otroka, pri 23 letih sem imel že sina in enostavno je prišel do situacije, ko tam ni bilo več za preživeti, ni bilo za igrati, iskal sem pač neko solucijo, rešitev. Hoteli so me Olimpija in Maribor, odločil sem se za Maribor in nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločil za ta klub, ker tu sem doživel potem prva 3 čudovita leta. Ni bilo vse tako idealno, kot je mogoče bilo v tistem času v nogometnem klubu Olimpija, ampak doživetje v tistem času tega mesta,
tega kluba, teh navijačev, nogometa v tem mestu, je pa bilo nekaj, kar pri Olimpiji ne bi doživel. Ne? In to še dan danes trdim, da tudi leta 96, ko sem imel tudi spet že skoraj podpisano pogodbo z Olimpijo, pa sem se na koncu zaradi tega premislil, pa sem se odločil, da bom ostal v Mariboru in da ne grem v Ljubljano igrati pred 500 ljudi, ampak raje igram tukaj pa za manj denarja, pa igram pred 6, 7 ali pa 8 tisoč ljudi. V reprezentanci je okusil marsikaj. Najprej je z njo doživljal boleče poraze, nato pa se je naenkrat vse spremenilo. Kaj je Sloveniji prinesel Srečko Katanec? Ampak je on totalno v tistem trenutku spremenil miselnost vseh nas. Me je eno skupino igralcev, na katerim je zaupal in od katerih ni odstopal in nekako je držal, dajmo reči, tistih 16-17 igralcev konstantno. In res je, prvo, kar nam je dal vedeti, da smo isto iz krvi mesa kot vsi ostali nasprotniki, da imamo 2 nogi, 2 roki in da bo od zdaj naprej pač se bo zadeve spremenile in da bojo morali tudi nasprotniki razmišljati o tem, da nas morajo premagati, ker pač bomo mi dali vse od sebe. Ob Katancu je bil v reprezentanci glavni razlog za obilico veselja še Zlatko Zahovič. Kako je on doživljal najboljšega strelca v zgodovini Slovenije? Zlatko je bil daleč pred nami vsemi, igral je že v velikih evropskih klubih, svoj čas je bil celo v Portu najboljši strelec skupinskega dela Lige prvakov. Tako da, mislim, je brezpredmetno sploh razglabljati o Zlatku, to vemo, kaj je naredil za našo reprezentanco, za naš slovenski nogomet. S prebojem reprezentance in z uspešnim igranjem za Maribor v elitni ligi prvakov so naši nogometaši lažje prihajali do prestopov v tujino. Galič sicer nikdar ni zaigral v najmočnejših državnih prvenstvih, a je s potekom kariere zelo zadovoljen. Jaz sem na evropskem, ko smo pač vsi res dobro igrali in smo nekako unovčili tiste dobre igre. Sem že tam podpisal pogodbo z Izraelci, ampak pač pol nekako izpadlo, da ko sem se vrnil nazaj, so me pri Mariboru uspeli prepričati, da sem podpisal novo pogodbo z NK Maribor, sem tam uspel se dogovoriti, da se tista pogodba prekine. Pol kasneje sem šel seveda na Kitajsko, bil sem tam 1 leto, bi rekel v času, najhujšem času, v tistem času je bil SARS se pojavil, ptičja gripa, prekinilo se je prvenstvo za 3 mesece, nismo mogli domov, bili smo gori, vsak dan Cooperjev test. Skratka, bilo eno tako težko obdobje, ampak na koncu, potem, ko se je pač prvenstvo zopet nadaljevalo, je bilo eno pozitivno izkušnja. Potem sem bil na Cipru, kjer je, dajmo reči, vse fenomenalno, od samega življenja, podnebja, hrane, razen pač, bi rekel, tistih vodstev, njihovega načina vodenja kluba, kjer sem pol z njimi končal na bi rekel, tako malo grši način, celo na FIFA. Tudi po končani profesionalni karieri je ostal zvest nogometu. V Mariboru uspešno vodi svoj športni center Marinko Galič in nogometno šolo. Kdaj je pravzaprav začel razmišljati o tem, kaj bo počel po karieri? Ko si enkrat celo življenje v določenem športu, o čem drugem niti ne razmišljaš. Celo življenje biti v nogometu, vemo, da pač večina, ogromno nogometašov je potem se spustilo v neke gostilniške biznise, ampak meni je vedno motilo tisto, ko neki taki, bi rekel, grdi pregovor za nogometaše. Pač nogometaši znajo samo imeti lepe ženske, dobre avte pa kafič. Jaz sem pač vedno, mi je bilo to mene pesto motilo in sem rekel, tega pa zihar ne bom imel. Meni je bila vedno želja trenirati otroke, ker oni so najbolj iskrene bitje na svetu. In jaz enostavno jih obožujem, vse te otroke, obožujem svoje delo, uživam vsako sekundo v delu z otroki in oni me napolnijo z energijo in zato sem pač nekako takoj po igralski karieri nisem si pustil par let premora, ampak se enostavno takoj
se oprijel tega, dobil sem to zemljišče in sem postavil športni center. Čez 2 leti sem zalaufal tudi z nogometno šolo svojo, ki še danes traja, se pravi že 14. leto. Marinko, najlepša hvala za obojanje spominov in odlično debato, ter obilico sreče, veselja in uspehov na trenutni poti. Tako, do konca smo pripeljali še eno epizodo magazina Podprečko. Spremljajte prvo ligo Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.